Tisti, ki ste obiskovalci slovesnosti ob cerkvi svetega Jakoba na dan samostojnosti in enotnosti 26. decembra, nekdanjega župana Števarjana in gospodarstvenika Adrijana Korsija dobro poznate, saj je bil na slovesnosti večkrat kot katerikoli drugi župan. Tako so se spletle tudi vezi z medvoškimi organizatorji te prireditve in obratno. V Števarjanu smo spoznali prijatelje, ki si jih lahko v življenju samo želiš. In želel sem posredovati to tudi izkušnje našega prijateljstva tudi v našem domačem kraju in to je to. Jaz mislim, da bi obisk zamejcev moral postati ena taka obvezna sestavina že osnovnošolskega kurikuluma, potem pa ne bi škodilo vsakemu odraslemu človeku, če bi se vsakih 5 let sprehodil po teh koncih in malo tega zanosa, malo tega ponosa, malo tega zavedanja vsega, kar je bilo v zgodovini in kar danes imamo in kar trenutno v tem miru še lahko uživamo, prinesemo potem tudi v naše vsakdanje življenje. Več vzrokov je bilo za povabilo in kar precej časa je preteklo od ideje do realizacije. Prvi je tale, da sem želel, da malo Benečijo vidite pobliže. Drugo je, da tudi, ker je prisotnost gospoda župana, vašega župana iz Medvod, da vidi malo realnosti, da ne pridem samo na račun naše občine, ampak da vidi realnost od enega drugega župana, ki je župan v občini Šent Lenart in razkazal, kako in kaj se lahko napravi brez dvoma z velikimi žrtvami. In tretje, da smo obiskali grob monsenjorja Trinka, zato ker tale je najvažnejša in eklatantna osebnost v beneški Sloveniji v prejšnjem stoletju. Adrijano Korsi, ki v deželi Furlanija Julijska krajina ni bil naklonjen ukinjanju pokrajin in njihovemu nadomeščanju z medobčinskimi zvezami, kot ga je uvedel zakon leta 2017, ne podpira niti omejevanje županskega mandata, ker da je premalo dobrih županskih kandidatov. In tovrstno omejevanje ne priporoča niti nam v Sloveniji. Program, ki nam ga je pripravil, je bil sicer še bistveno obsežnejši, vendar smo se predolgo zamudili na obisku pri Antoniju Kominjaru, županu občine Podutana oziroma Šent Lenart ali po italijansko San Leonardo, ki je leta 2019 začel svoj drugi 5-letni mandat. Funkcija je nepoklicna, njegove pristojnosti pa kar velike. Med drugim se podpiše pod vsako gradbeno dovoljenje. Občina šteje še ne 1200 ljudi, kar je primerljivo s kakšno od medvoških srednje velikih krajevnih skupnosti. Razkazal nam je lep prostoren sončen objekt osnovne šole, ki v Italiji traja 5 let. Sledi pa ji 3-letna srednja šola. Ob šoli je tudi prostorna telovadnica. Prav v času našega obiska so urejali še plezalne stene. Stari šolski prostori pa so prenovljeni v občinsko stavbo, kjer ima poleg sejne sobe za 12 občinskih svetnikov prostor tudi krajevna knjižnica in ambulanta. In dejstvo je, tudi tu imajo težave z družinskimi zdravniki. Pot nas je vodila naprej po Nadiški dolini v občino Sovodje. Pomudili smo se namreč tudi na pokopališču v Tarčmunu z odličnim razgledom na Matajur, kjer je bil leta 1954, torej v domačem kraju, pokopan monsinjor Ivan Trinko s psevdonimom Zamejski, slovenski duhovnik, pesnik, pisatelj, filozof, prevajalec, skladatelj, slikar, predvsem pa narodni buditelj. Kot vodnik in buditelj beneškega slovenstva se je vztrajno zavzemal za jezikovne in narodne pravice Slovencev. Njegovi občudovalci so ga imenovali oče beneških Slovencev. Obiskali smo še muzej Smo v Špetru, kar je kratica za slovensko multimedialno okno, ki prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja, od Mangarta do Tržaškega zaliva in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi. Duša tega interaktivnega muzeja so namreč nove tehnologije
tehnologije, ki obiskovalcu omogočajo z jasnimi in preprostimi navodili, da se ponujenega dotika in izbira vsebine in tako spoznava podobe krajine, ki so skupek ljudi in krajev, pesmi, zgodb in spominov. Po muzeju nas je vodila Živa Gruden, slovenska pedagoška in kulturna delavka v zamejstvu. Špeter Slovenov je prav zaradi dvojezičnega šolskega centra, ki ga je ustanovila leta 1984 in ki je bil uradno priznan z zaščitnim zakonom za Slovence leta 2001, pomembno središče slabo prepoznane slovenske prisotnosti v videmski pokrajini. Če govorim na račun Števerjana, mislim, da ni nobenega truda biti Slovenec. Ne samo to, mislim, da je tudi ena prioriteta v smislu, da lahko dobesedno spoznavamo in poznamo različne kulture in na osnovi tega tudi lahko se ponašamo, kot je treba. Ne? To je ena resnica. Druga resnica je, da danes govoriti, da nekdo ne sme govoriti ali se ne sme čutiti za Slovenca, se mi zdi otroški izgovori, če ne rečem kaj hujšega. Ampak še enkrat potrdim, vsekakor se še vedno splača biti Slovenec na tej naši zemlji. Upam, da bo še prilika, ker Benečija je kar velik teritorij, ne? Torej so še Terske doline, ne? In zakaj ne bi svetoval tudi, da se malo ogledate in obiščete Rezijo. Obisk smo namreč zaključili v Števerjanu pri Korsijevih doma v domači gostilni, kjer smo strnili misli. Če bi bil zelo visoko leteč, bi lahko govoril o kakšnih vrednotah pa podobno, kar sigurno ne bi bilo slabo. Če bi bil pa strašno pragmatičen, bi pa rekel, da z današnjega srečanja tudi z župani oziroma z sprehoda skozi občine, ki mejijo na Slovenijo, mi je bila ena ideja zelo všeč, ki so se lotili, in sicer v občini Sveti Lenart, kjer urejajo sotočje s pomočjo ovc in koz. In mogoče bi bilo za razmisliti, da se naših invazivnih vrst ob naših dveh rekah Sore in Save lotimo tudi s pomočjo teh dveh vrst živali. Po tem koncu Benečije je sicer bil že večkrat, tudi v prej omenjenem muzeju smo v Špetru. In moram reči, da če človek čuti vsaj malo, če se čuti vsaj malo Slovenca, če čuti vsaj malo tega ponosa, potem je to muzej, ki po kvadraturi ni velik, po vsebini pa izredno bogat. Je pa res, da med samim obiskom nas je kar nekaj spreletela podobna misel, da bi verjetno kaj takega, kaj podobnega lahko uredili oziroma bi kanilo urediti tudi v naši rojstni hiši Jakoba Aljaža ali pa mogoče v kakšnem drugem spomeniku, ki bo v prihodnje postal last občine Medvode. Ja, verjetno je neka multimedialnost odgovor tudi za mlajše generacije. Ja. Torej, to je tehnika oziroma to je oblika posredovanja nekega znanja, neke vsebine, ki je njim verjetno najbližje. Po drugi strani pa je to toliko enostavno za uporabo, da lahko tudi starejše generacije z veseljem in skozi igro spoznavajo tisto, kar mogoče oni že vejo, mlajši pa še ne.